Kako najmlajšim in njihovim staršem pričarati prijeten prostor, v katerem se bodo dobro počutili tudi med čakanjem na pregled pediatrinje? Arhitektki Tini Garibovič je to uspelo. V starem delu zdravstvenega doma Gorenja vas je otroško ambulanto preuredila v pravo igralnico. Polhek je otroška ambulanta, kamor otroci radi pridajo. Najmlajši in njihovi starši se medtem, ko čakajo na obravnavo pri pediatrinji, zelo radi igrajo v tej privlačni in pisani čakalnici. Gospodična Tina, čestitam za tale projekt te igrive čakalnice. Je bila to vaša izvirna ideja? Ja, hvala za čestitke. Ja, res je, to je bila moja izvirna ideja. Vedno se pri načrtovanju kjerkoli prostora vedno vprašam kot uporabnica, kaj bi mene privlačilo pri tem prostoru. In seveda sem se pri tej pediatrični ambulanti isto postavila v vlogo uporabnika in mislim, da mi je kar uspelo. Se strinjam. Ta prostor je bil prej neka stara čakalnica, ki jo je bilo treba obnoviti. Kakšna dela so bila vse opravljena? Pravzaprav gre tukaj za pediatrično ambulanto, ki so prej v bistvu v njej izvajali samo preventivne preglede. To pomeni, da so pravzaprav šolarčki hodili tukaj samo preventivno se pregledati. Potem je pa občina Gorenja vas dobila koncesijo tudi za kurativo in je bilo treba prostor majčkeno preorganizirati. Že zaradi tega, ker preventiva ni potrebovala izolete pa prevezovalnice, medtem ko je pa kurativa to zahteva. Prevezovalnica je v bistvu prostor, kjer medicinsko osebje oskrbi manjše rane, medtem ko je izoleta prostor, kjer pacienti z najbolj kužnimi oziroma z najbolj nalezljivimi boleznimi počakajo na pregled zdravnika. In v bistvu je bilo že zaradi tega vidika potrebna neka manjša reorganizacija in odločili smo se tudi za celovito prenovo, tako da smo v celoti zamenjali tlake, celotno opremo, medicinsko, mizarsko, tudi osvetlitev smo na novo naredili, enako ogrevanje. Kakšni so pa, oziroma obstajajo kakšni gradbeni predpisi, ki urejajo, kakšne morajo biti ambulante, čakalnice? Ja, tako kot pri vsaki prenovi, obnovi ali pa novem objektu se moramo držati zakona o graditvi objektov, ampak ker je pa ta zdravstvena ambulanta ali pa pediatrična ambulanta še nekaj posebenega, je pa treba v bistvu upoštevati tudi smernice, ki prav v bistvu zapovedujejo gradnjo zdravstvenih ustanov. Kot na primer, kaj je potrebno paziti? Noter recimo ni opredeljen samo tlorisno pa kvadraturno, kaj vse potrebuje, ampak so recimo tudi opredeljeni materiali, katere lahko ali pa je zaželeno uporabljati, ker v zdravstvenem domu imamo vseeno majčkeno drugačne predpise, že recimo higienski so majčkeno višje, kot smo navajeni. Kaj pa so kakšni barvni predpisi, ne vem, se smejo uporabljati bolj, ne vem, nežne barve ali tople ali ne vem kaj? Ne, prav, da bi bilo noter zapisano, morate uporabljati pa te barve ali pa teh se ne sme, ni. Je pa seveda zaželeno, da v ambulantah uporabljamo take nežne, monotone, sproščujoče barve. Že zaradi tega, ker v bistvu je zelo pomembno, da ko pridemo k zdravniku, se ponavadi majčkeno slabše počutimo in da neke žive, intenzivne barve še dodatno ne vplivajo na naše slabo počutje ali pa nas mogoče razburjajo. In je pa tudi zelo pomembno, da ambulanta pa prevezovalnica imata zelo dobro naravno svetlobo, da ko pridemo na preglede, v bistvu zdravnik lahko zelo dobro oceni naše stanje, že recimo po barvi kože, če vse v redu z nami. Aha, se pravi, svetljava je pri tem v bistvu zelo pomembna. Ne? Ja, in tudi v bistvu ravno to, da ne delamo toliko intenzivnih barv, da ko bi bili mi na pregledu, bi se v bistvu navzeli te barve. Aha, se pravi, najboljš so kaj, bele stene potem? Najboljš so umirjene stene. Ni pa nujno, da ravno bele? Ne, ni nujno. Neke take naravne, umirjene, sproščujoče barve. Ampak za to čakalnico ste se vi odločili za, ne vem, zeleno, oranžno barvo, zakaj ne recimo za modro ali pa rožnato, se pravi fantki, punčke? Ja, jaz se probam tako zelo izogibati teh stereotipov. Mislim, ne maram biti tako popredalčkana. Tako da tukaj sem, ko sem sestavila svojo barvno shemo in celostno podobo te ambulante, sem se nekako odločila, da se bo zelo super noter ujele tudi zelena pa oranžna, tudi v bistvu na ilustracije, ki so na stenah. Tako da v bistvu sem izhajala iz te celotne barvne sheme, da se je super ujel in to sem si tudi v bistvu drznila dati majčkeno intenzivnejše barve, čeprav sem prej govorila, da to ni dobro, ker so res samo kot dodatki
ker gre vseeno za ambulanto za otroke in v bistvu, da jo majčkeno poživimo, pa naredimo mogoče malo bolj tako razigrano. Kdo je pa avtor teh ilustracij oziroma tele? Ja, te prekrasne ilustracije. Kdo je Ježke pripeljal noter? Ja, kdo je Ježke pripeljal? Te prekrasne ilustracije je v bistvu ilustratorka, to je delo Nine Steiner. To je ena zelo mlada, ambiciozna ilustratorka, ki ima res krasne ilustracije, take polne topline, nežnosti, čutnosti in se mi je zdelo zelo primerno za prav ambulanto pediatrično. Jih je pa zelo lepo upodobil potem slikar Črt Zdešar, seveda po njenih skicah in predlogah, kako naj bi to izgledalo. Doktor pediatrinja Ida Rus, vi delujete v tej zelo zanimivi, majčkeno nenavadni ambulanti. Je bila to vaša ideja, da se imenuje Polhek? Ja, jaz sem tudi želela s tem imenom približati ambulanto otrokom. Zbirala sem med gozdnimi živalmi. Zakaj glih polhek? Ne vem, polhek je malo tako skrivnostno bitje. Je pa moram poudariti, no, ta simbol je vrtni polhek, ni čisto običajen polhek. Reče se mu tudi podlesek. In otroci mislim, da so ga zelo, zelo lepo sprejeli. Je pa to hribovje, ki omejuje Poljansko dolino, se imenuje Polhograjsko hribovje. Kako se pa vi počutite v tem okolju, ki je sicer prilagojeno otrokom, ampak tudi na vaše delo, kaj vpliva? Ja, jaz mislim, da je okolje, poleg odnosov seveda, zelo pomemben. V obeh ambulantah, kjer delujemo, in obe dve ambulanti in Gorenji vasi in v Žireh je opremila Tina, moram reči, da se zelo dobro počutim, se počutimo, cela ekipa. In kar se tiče tudi odmevov strani staršev in odzivov otrok, mislim, da se z mano strinjajo, da je prijetno okolje, mogoče tudi pripomore k temu, da otroci izgubijo vsaj malo strahu pred ambulanto, pred zdravnikom. Pa se vam zdi, da sem mogoče otroci pridejo tudi zaradi tega, ker se radi igrajo in mogoče niso tako zelo bolni? Se tudi to zgodi? Včasih kakšnega težko iz čakalnice dobimo.